Danes bomo avto povezali z infrastrukturo. No, vsaj poskusili bomo. Potem pa zapeljemo nekaj novih ali povsem prenovljenih modelov. Audi Q5 pa Toyota RAV4 v priključno hibridni različici, pa Moko tipa 500. No, dva Opel Moko in Fiat 500e. Niso še povezani, razen če jih dobro pregnetete. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Že dolgo ni več vprašanje, ali bodo avtomobili med sabo povezani. Pa ne samo avtomobili, tudi motorji, kolesa, skiroji, pešci, vsi udeleženci v prometu. In ko govorimo o povezanosti, govorimo predvsem o tem, da bodo avtomobili uporabljali svoje radarje, lidarje, kamere, hitrost in senzorje, zato da bodo te podatke pošiljali v oblak in bomo tako v nekem trenutku vedeli, kje so, kaj počnejo, kakšno je tam vreme in kakšna je situacija, kar se prometa tiče. In še in še. Kot rečeno, ni vprašanje, kdaj bojo povezani, zdaj je samo še vprašanje, na kakšen način bojo povezani in kdaj v takem številu, da bo to v resnici prineslo spremembe na cesto. No, povezovanje med avtomobili, se pravi med udeleženci v prometu in med udeleženci in infrastrukturo, je povsem gotovo. Vsaj v teoriji se tako zdi. V praksi pa pri nas, pa da ne bo pomote, ne samo pri nas, je še kar nekaj ovir. Vozim se po primorski avtocesti od Ajdovščine proti Novi Gorici in tukaj pri Vipavskem križu nekaj delajo na cesti. Za takšne prometne dogodke ponavadi vozniki izvemo na številne različne načine. Eno je seveda tisti stari način preko radijskih sprejemnikov. Opozorili so me tudi že avtocestni portali. Podatek lahko dobim tudi preko moje aplikacije Promet Plus. Najmodernejši način pa je takšen, da nas bodo na takšne dogodke obveščali kar avtomobili sami, ki pa bodo podatke o takšnih dogodkih dobili direktno od ceste na elektronski način. Kje smo danes v Sloveniji? Vozimo se v enem najmodernejših avtomobilov ta hip, ampak ta najmodernejši Mercedes o tem dogodku ne ve ničesar. Narobe sem se izrazil. Mercedesova navigacija že ve. Podatek je namreč dobila prek servisa Live Traffic. Gre za plačljiv internetni podatkovni servis, ki ga uporabljajo nekatere pretežno dražje znamke. A v prihodnosti, tisti brez cestnih portalov, bodo tovrstni podatki za voljo višje varnosti morali biti na voljo vsem, brezplačno, direktno, ne po ovinkih skozi plačljive oblake. No, tukaj na Razdrtem ima Dars ob cesti postavljen prav poseben novodobni oddajnik. Tista bela škatlica tam gor voznikom v radiju 800 metrov sporoča, kaj se izrednega dogaja na tem avtocestnem odseku. Gre za klasičen modem, seveda zaznava točno določene frekvence, točno določene informacije in ne samo, da jih oddaja, tudi sprejema jih od avtomobilov. Poglejmo najprej nekaj primerov informacij, ki jih bodo avtomobili prejemali. Ker je tehnologija v testni fazi, jo spoznajmo s testno napravo. Živalno vozišče, kaj praviš, kje je živalno? Srno? Jazbec. Jazbec. Vsekakor ni naključje, da smo traso med Postojno in Divačo, to je trasa, po kateri Dars testira to vrstno komunikacijsko tehnologijo, prevozili s Volkswagenovim Golfom. Namreč, to je prvi avtomobil, ki ima vgrajen modem za izmenjavo tovrstnih informacij po tej kratkovalovni tehnologiji. Ne navdušite se prehitro, ne deluje. V naši tehnologiji uporabljamo certifikat, ki je na listi evropskih certifikatov, to pomeni usklajen tudi z ostalimi državami, medtem ko Volkswagen uporablja trenutno še svoj certifikat.
Med temi certifikati še ni usklajenosti, seveda potekajo pogovori v to smer. Sigurno se to pričakuje tudi od celotne avtomobilske industrije. Pa Volkswagenov sistem, ki v Evropi deluje? Se je že testiral, v Avstriji poznamo ta primer, kjer so nekako skupaj z Asfinagom v njihov sistem ugradili ta certifikat od Volkswagena. Aha, se pravi, deluje samo testno. Samo testno. Vsa ta tehnologija v Evropi deluje vse posod samo testno. Seveda, tovrsten razvoj zmorejo le najboljši. Roke na srce, vse te pionirske znamke ta hip očitno še ne vedo natančno, kam bi usmerile svoje investicije. Ko gre za Car2 X, sta namreč v igri vsaj dve tehnologiji. Z G5 tehnologijo je nekje pokrita primorska avtocesta, nekje 30 km, medtem ko z mobilno tehnologijo je pokrita že celotna Slovenija. Seveda je treba vse te signale prek obeh tehnologij na isti način spraviti v avtomobile, zato govorimo o neki hibridni tehnologiji. Nobena tehnologija ne sme izključevati druge tehnologije, ampak moramo iskati sinergijske učinke obeh dveh tehnologij in pa prednosti ene in druge. Dars in sploh vsi upravljalci cest bodo torej morali vlagati dvojno. In tudi že vlagajo dvojno. Naj pa na tem mestu poudarimo, da nekateri moderni avtomobili z infrastrukturo in z avtomobili v neki obliki že nekaj let komunicirajo. Kateri so tisti stavki, ki jih zna avtomobil sam povedati že danes? Lahko se proži prisej, se pravi pa preko neke senzorike dejansko zazna kritično situacijo. Po drugi strani pa lahko preko dežnega senzorja oziroma senzorja za dež zazna meglo ali pa preko ESP sistema zazna spolsko cesto. Da bo na to idejo zares posijalo sonce, pa bo najprej treba odpihniti oblak, ki se zadržuje nad tovrstno komunikacijo. Zdaj, mi označujemo pod Car2 X funkcije, ki uporabljajo tako imenovano inteligenco rojev. Kaj je zdaj mišljeno pod to inteligenco rojev? To so mišljeni v bistvu naši vozniki, naših audijev, ki v bistvu anonimno iz svojih avtov v bistvu pošiljajo informacije ven v centralni server Nemčija in potem se te informacije obdelajo in zopet nazaj pošiljajo vsem našim voznikov audijev. Audiji pošiljajo audijem, Mercedesi Mercedesom, to seveda ni dovolj. Varnost je treba dati vsem. Zato se vrnimo k Golfu in njegovemu kratkovalovnemu jeziku, ki ga bo, ko bodo končno izdali ustrezni slovar, razumel tudi Dars. In obratno. Je pa zdaj pravi trenutek, da na današnjo tematiko pogledamo širše. Prikaz podatkov na armaturni plošči ni glavni cilj. Glavni cilj je to, da bomo mi na podlagi teh podatkov lahko drugače se peljali po cestah. Povem vam primer. Ko bo avtomobil dobil informacijo, da se pred njim na cesti nekaj dogaja, da se je recimo zgodila prometna nesreča, no v tem primeru vam avtomobil ne bo več pustil na polno pospeševati. Ali pa v mestu, oziroma kjerkoli se pojavi ena večja gruča avtomobilov in bojo vsi te avtomobili oddajali neke svoje informacije v nek velik informacijski sistem. Ta bo lahko na podlagi svojih algoritmov izračunal recimo, s katero hitrostjo se mora ta kolona vozil, ta množica vozil premikati, da se bomo vsi skupaj vozili bolj tekoče, bolj varno, bolj varčno, v resnici pa tudi hitreje. Ampak saj veste, do tja je še kar daleč. Zelo daleč pa smo zato, ker vstopamo na področje, ki sliši na ime avtonomna vožnja. Prav ta izdatno zakomplicira izbiro tehnologije in danes je neznank odločno preveč. Zato tudi vse institucije, pa seveda tudi vsi proizvajalci avtomobilov, tavajo v temi. Ali pa v megli, če želite. Čakamo vsi na rezultate, ki bo jih dala tehnologija 5G. Velika prednost pri tem bo seveda velika kapaciteta podatkov, veliko večja hitrost prenosa. Računamo pa mi tudi na večjo zanesljivost, to pomeni, da bo praktično nič izpadov, zanesljivost 99,9%. Koliko je pa recimo zanesljivost danes mobilnega omrežja, če po vaših izkušnjah? Do izpadov omrežja definitivno prihaja. Druga težava je recimo bolj kot pri komunikaciji avtomobil z infrastrukturo, je bolj pri komunikaciji z avtomobil, kjer morajo biti ti časi resnično kratki. Mi, ko smo letence pri 4G tehnologiji testirali, smo nekje prišli do 100 milisekund, kar je še vedno za neko informacijo
bom rekel, dost hitro, če pa govorimo o neki reakciji, mora biti pa tu par milisekund. Z mikrovalovno tehnologijo dosegamo, medtem ko z mobilno tehnologijo pa upamo, da bomo to dosegli z 5G tehnologijo. Z drugimi besedami, car-to-car komunikacijski sistemi 4G v današnjih avtomobilih zadoščajo zgolj za pošiljanje sporočil v oblak. Ko govorimo o napravi, ki bo avtu, avtonomnemu ali pa manualnemu, po zraku povedala tudi tisto, česar s svojimi senzorji ne more videti, recimo, da ga za ovinkom čaka neprijetno presenečenje, no, za takšne potrebe je danes primerna samo Golfova in Darsova tehnologija. V bližnji prihodnosti pa morda tudi 5G telefonska komunikacija, katera bo v praksi prevladala na svetovnih cestah in v avtih, tega si danes ne upa napovedati nihče. Ostanite povezani z nami tudi po oglasih, ko bomo priključili na elektriko priključno hibridnega RAV4 in eno klasiko legendarnega Fiata 500e v električni različici seveda. Pa analogno bomo povezali avto in voznika. Audi Q5 namreč sam opozori voznika, če pride kdo preblizu. Koliko knjig smo že prebrali in koliko filmov videli, v katerih se ljudje skrivajo pred velikim bratom, pred nenehnim digitalnim sledenjem in upravljanjem. Praviloma se skrijejo v votline ali podzemne svetove. Car2X, se pravi komunikacija avta z vsem in vsem z avtom, je na nek način prav ta prihodnost. In tu se postavi nova teza, ki bi bila še pred dobrim letom bistveno manj verjetna. Tehnične ovire za brezhibno delovanje sistemov sledenja bodo zagotovo odpravljene prej, kot pa bomo mi pripravljeni sprejeti nov način življenja, v katerem bomo neprestano delili podatke o tem, kje smo, kam gremo, kako gremo in kako hitro. Pred svetovno pandemijo smo bili prepričani, da bo vprašanje svobode gibanja na eni strani in vprašanje večje varnosti in pretočnosti na drugi za našo družbo trd oreh, ki bo terjal veliko diskusij in veliko časa. V listini Evropske unije o temeljnih pravicah je v 45. členu, ki govori o svobodi gibanja, zapisano, da ima vsak državljan Unije pravico do prostega gibanja. V letu svetovne pandemije pa se je zelo hitro videlo, da tudi v demokratični Evropi ni časa za vprašanja o tem, ali je gibanje še svobodno, če nam nekdo ves čas sledi. V času pandemije je namreč to vprašanje postalo prvovrstna gospodarska, zdravstvena ter predvsem geopolitična tema. Ker namreč spet je tu Kitajska. Tam se ne sprašujejo, ali bi sistem sledenja uporabili ali ne. Že pred časom so se tudi nehali spraševati, na kakšen način, tehnično gledano, bi lahko državljanom sledili. Pri avtomobilih so se odločili za sistem, ki je podlaga za 5G deljenje podatkov. In tu je odgovor. Zdaj ni več vprašanje, ali nam bo kdo sledil ali ne, ampak predvsem, ali nam bodo sledili kitajski, ameriški ali pa evropski podatkovni oblaki. Bo pa oblak, mogoče bo celo več oblakov. Svobodnega mobilnostnega sonca, kot ga poznamo danes, pa bo očitno vedno manj. Zdaj pa je čas, da iz pretoka podatkov preklopimo na pretok elektrike. Tokrat v priključno hibridnem Toyota RAV4. Če je bil RAV4 pred dobrimi 30 leti, ko se je rodil med prvimi z obliko križanca, je bil pred 5 leti med prvimi s hibridnim pogonom v segmentu. Zdaj pa so Japonci stopili še korak dlje. RAV4 je na voljo tudi kot priključni hibrid. In vse, kar lahko za začetek rečemo, je zgolj končno. Očitnih razlik v primerjavi z običajnimi različicami mi. Je le nekaj dodatkov na prednjem delu avtomobila in maski, ki pa bolj ciljajo na športni karakter priključno hibridnega RAV4. Zares unikaten je tako le precej velik pokrov, ki skriva vtičnico za priklop polnilnega kabla. V notranjosti na račun najboljšega opremskega paketa izstopajo bogata oprema in dobri materiali.
Prednja športna sedeža sta že serijsko ogrevana in hlajena, ogrevani pa so tudi zadnji. Pohvaliti velja še head-up display oziroma projicirni zaslon. Serijska je 230-voltna vtičnica. Vozniku in potnikom pa so na voljo še 12-voltna vtičnica in USB vtičnice, saj multimedijski sistem omogoča tudi Apple CarPlay in Android Auto. Že serijsko je RAV4 plug-in opremljen z večino varnostno-asistenčnih sistemov, združenih v sistem Toyota Safety Sense. Litij-ionski baterijski sklop s kapaciteto 18,1 kWh je spravljen v dno avtomobila, s čimer je malenkostno manjši prtljažnik, a je s 520 litri prtljažne prostornine povsem v povprečju segmenta. Krepko nadpovprečen pa je RAV4 plug-in, ko je govora o njegovih zmogljivostih. Ponuja 225 kW sistemske moči ali več kot 300 konj, s čimer je to najmočnejši in najhitrejši kadarkoli narejen RAV4. Z mesta do 100 km/h pospeši v 6 sekundah, a po drugi strani lahko ob umirjeni vožnji prevozi skoraj 100 km zgolj na elektriko, pri čemer končno lahko pohvalimo tudi CVT menjalnik, ki se s hibridnim pogonom dobro ujame. Seveda se ob vsem navdušenju nekje mora zalomiti. Dva osnovna RAV4 se dobi za ceno priključno hibridnega. A pri tem ne smemo pozabiti, da so hibridi že serijsko precej bolje opremljeni kot osnovne, torej cenejše različice. Morda se vam bo ta zelena barva zdela, da je tukaj zaradi električnega pogona, ampak ne. Zelena, črna kombinacija, 70 leta Manta. Nova moka sicer ostaja vsakdanje uporaben in udoben SUV, drugih stečišč s moko prve generacije pa v bistvu ni. Pri Oplu namreč v ospredje hodi erotika. No, strast zlate dobe Oplov. Pravzaprav želimo reči, da bodo Opli prihodnosti manj običajni, bolj moka. Imeli bodo več izraza, več vsebine. Moka je torej zgolj začetek nove dobe, seveda električne dobe, ki pa pri moki ne bo ekskluzivna. Električna moka bo namreč osvojila kakih 7% slovenskih kupcev, kar pravzaprav sploh ni malo. Večina Slovencev bo izbrala bolj običajno bencinsko moko, dizelski motor tudi ostaja v ponudbi, ker je pač na voljo, a ogrel bo majhno število kupcev. Po 4-kolesnem pogonu pa v tem avtomobilskem razredu menda ni povpraševanja, tako pravijo. Poudarimo še to, da bosta na voljo dve moki, tista z rdečimi črtami in povsem črno masko sliši na ime GS-Line, Krom pa je značilen za bolj elegantno moko. Ampak nemškost dobite pri obeh. V skupini Stellantis je samo ena nemška znamka in to je znamka Opel. In njena pozicija bo seveda nemški produkt te skupine z vsemi atributi, ki jih ljudje od nemških produktov pričakujejo. Avti bodo značilno drugačni, tako po izgledu kot seveda tudi po vsebini od modelov sestrskih znamk. Ne, to še ni kakšna glasbena podlaga, ampak zvok novega Fiata 500, ki opozarja pešce pri nizkih hitrostih. Novi Fiat 500 je namreč povsem električen in odgovorni pravijo, da gre za različico 3.0, kar pomeni, da je zasnovan povsem na novo. No in tako bomo lahko v mestu z enim polnjenjem prevozili kar 400 km. Gre za mestno vrednost dosega pri večji izmed dveh razpoložljivih baterij. Ta ima kapaciteto 42 kWh. Zavedamo se, da je za voznika električnega vozila pomembno, da ima avto najsodobnejšo tehnologijo, da zagotavlja varnost, zanesljivost, dovoljna avtonomija na vse zadnje in torej, da je uporabniku prijazen, da nas ne skrbi, ali ga bomo znali uporabljati ali ne.
Največ električnih kilometrov boste prevozili v načinu Sherpa. Da, prav ste slišali. Pri Fiatu pravijo, da vas bo ta način kot nekakšen Sherpa na odpravi v Himalajo vodil proti končni destinaciji in za vas premislil tisti načrtovani del poti. Novi 500 bo poleg običajne različice ponovno na voljo tudi kot kabriolet. No, za tiste, ki si tudi danes želite klasično gnane, pa tudi nekoliko cenejše alternative, pa bo Fiat še nekaj časa izdeloval tudi bencinskega oziroma blago hibridnega Fiata 500 prejšnje generacije. Pri primerjanju električnih vozil je potrebno pogledati, kaj vse avto nudi, kakšno opremo ima in kaj vse je vključeno v ceno. In na koncu potem ostane samo še vprašanje naše osebnosti. So nam bolj pri srcu nahrbtniki ali dizajnerske torbice? Globalno najbolje prodajani audio model Q5 je s prenovo dobil širšo masko. V kabini je drsno ploščico za upravljanje multimedije nadomestil zaslon na dotik. Dizelski motor z blago hibridno tehnologijo je dobil sistem očiščevanja izpustov z 2 sečninskima katalizatorjema. A glavna novost te narahle prenove so zadnje digitalne luči v OLED tehniki. Zaradi teh 3 lučk pa seveda res ne bi bilo vredno doplačati dobrih 1000 evrov doplačila, kolikor so te luči dražje od tistih osnovnih, ki so že same po sebi kar precej všečne. Ampak te 3 lučke imajo v sebi več milijonov mikrozrcalc. Vsa ta mikrozrcalca niso vgradili zaradi lepšega videza, ampak zaradi varnostne funkcije. Poglejmo, zakaj gre. Ko torej senzorji zaznajo, da se je voznik za nami preveč približal zadku našega Audija, takrat te digitalne projekcijske luči močno zasvetijo. In čeprav že vidite, kako bo s temi lučmi avto kar sam obračunal z agresivnimi vozniki za nami, pa je treba poznati omejitve novega sistema. Za zdaj te digitalne OLED luči svojo varnostno funkcijo opravijo samo pri stoječem avtomobilu in v primerih, ko se vozilo zadaj temu avtu približa na razdaljo manj kot 2 metra. Ampak prednji avto je zadnjemu podal neko informacijo in temu pravimo danes komunikacija med vozili. In saj veste, da je to šele začetek veliko večje zgodbe. Tiguan ni eden najbolje prodajanih avtomobilov nasploh po naključju. Je pač vsestranski, družinsko prostoren, terensko več kot zadovoljiv in v preizkušeni verziji je tudi vozniško uživaški. Sem gor na to planoto sem se pripeljal po ovinkasti cesti in Tiguan je v vsakem ovinku bil v tem športnem programu ves čas zelo odziven. Iz ovinka je vlekel brez obotavljanja. Ta stvar je pomembna zato, ker je danes marsikateri terenec zamorjen. Z motorno elektroniko ga inženirji načrtno zamorijo, zato da ne da vse od sebe, vsega tistega, kar bi dejansko lahko motor ponudil. Seveda je vzadaj okoljevarstvo. Seveda so tudi tega dizelskega terenca okoljevarstveniki vzeli v roke. Prek znane tehnologije Twin Dowsing. TDI so tako namenili poleg klasičnega katalizatorja in filtra trdih delcev 2 sečninska katalizatorja. Prvi, nameščen direktno pri motorju, prestrega škodljive delce takrat, ko je motor hladen, ter pri speljevanju in manevriranju. Drugi sečninski katalizator pa tekočino AdBlue vbrizga na sredini izpušnega sistema in lovi emisije pri višjih hitrostih in večjih obremenitvah. Ne smemo pa prezreti. Vse to je kurativa. To je očiščevanje svinerije, ki je pač nastala zaradi naše desne noge. Seveda, če želimo biti okolju prijazni, moramo najprej umiriti tudi našo desno nogo. Novost prenovljenega Tiguana je tudi veliko bolj digitalna kabina, z golfovimi drsniki na volanu, a hkrati tudi s klasičnimi vrtljivimi gumbi. Najboljše obeh svetov torej.
je pa Golf bolj moderen glede asistenčnih sistemov. V Tiguanu recimo manjka z naše strani že večkrat priporočena in pohvaljena prediktivnost. Povezanost oziroma komunikacija vseh udeležencev v prometu in infrastrukture seveda je bistvena za nastanek nove deljene mobilnosti. Tako bodo recimo kolesar, pešec, semafor, avtomobilist točno vedeli, kdaj, kje se nahaja kakšna konica, kako se ji lahko ognejo in s tem bomo prišli v neko novo dobo mobilnosti. Seveda je zdaj vprašanj več kot odgovorov. Še več, vsak dan se pojavi kakšno novo vprašanje. Zadnjič smo tako, na primer, v pogovoru z zavarovalniškim strokovnjakom trčili ob zelo zanimivo vprašanje. Kaj pa, če se zgodi hekerski vdor v vse avtomobile in sproži se alarm, da vsi hkrati zavijajo levo, vsi avtomobili v Sloveniji ali pa kar vsi v Evropi? Kdo bo kril stroške? No, kolikorkoli je že vprašanj, kar se tiče deljene mobilnosti oziroma povezave vseh udeležencev v prometu, pa je koristi absolutno zelo veliko. Ne samo, da si avtonomne vožnje brez tega ne moremo predstavljati, predvsem gre tu tudi za varčne, predvsem pa varnostne koristi in s tem bomo na koncu vsi na boljšem. Naj se torej zavija levo ali desno, prihodnost bo torej povezana in nikakor ne nepovezana. A sva midva še vedno na cesti oziroma v prometu? Ja, ostanimo v avtih, v prometu, no. In se vidimo spet naslednji teden, ko bomo spet z vami, vmes pa skočite na rtvslo.si poševnica avtomobilnost, pa na naš YouTube kanal, Instagram in pa Facebook. Se vidimo. Srečno.